in sem se zbudil, preden se je začelo. In pazi to, zaspim nazaj in sem bil spet tam! In jaz sem bil, in veš kaj je bila fora? Veš kaj je bila fora? Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan. Dober dan. Evo nas nazaj, člani izbrani tukaj z mano, gospodična. Ana. Članek Jure. Članarimo nič, kje ste? Veste kaj, evo sem rekel, vam povem pred podcastom, sem rekel, vam povedal na podcastu, da imamo čemu debatirati. Zdaj je No Shave November in sem rekel, ajde, da si pustim brado, ampak en teden v No Shave November sem bil, ne bom si pustil brade, najverjetneje si bom pustil samo brke. Aha, torej si se lotil nad novemberja. No, nad novemberja sem se lotil in javno bom razglasil, da sem ga že... Si ga že prekršil? Sem ga že prekršil. Okay. Torej nisi jadil Tako, nažalost raznih... sem Rašide. Privoščil. Sem pričakovala ta joke. Ja. Ok. Ga hotela jaz narediti. Ti? Ne malo pričakovala joke. Ja, prekršil sem... Jaz sem si pobril lase, namesto brade. Kako se to šteje? Pol kaj? Okay. Ok, in ja, tudi ono drugo sem prekršil že, tako da... Dobro, razen če rečemo danes 35, ne? Oktober. 35. oktober. Pa ti, Ana, si ga dala na roke? Zadnji dni se je zgodila neka čudna stvar, ali pa na koncertih se to dostikrat dogaja, da se ljudje prerivajo in pretepajo in gužvajo. In na zadnje se je to zgodilo na koncertu Travisa Scotta na Astroworld Festival. Ja. In mislim, da so ljudje uleteli dobesedno mimo varnostnih, mimo vsega, se je nagužvalo več kot 50,000 ljudi in je potrjenih je 8 žrtev. Smrtnih? Smrtnih, ja. Ja. Več kot 8 ljudi je umrlo, zaradi tega, ker so jih poteptali in tudi ljudje so padli skupaj, ne? Ker... Ja, ful je še poškodovanih. Ja, in verjetno tudi kakšen bo še umrl, verjetno, ne? Tako da... Ja, to se je zgodilo in zdaj nas zanima v bistvu, kaj to pomeni za koncerte. Veš, najhujše zdaj ta controversial stvar je to, da oni tam so bili po tleh, oni reševalci so jim pomagali in Travis Scott še vedno repal naprej in ga dansal. Ja. Zdaj to je una stvar, zaradi katere so novice tako velike, ne? Ja, po moje ni videl. To pa je, tudi če je videl, in pravijo, da ne prekinjajo koncerta zaradi takih stvari. Pač jaz sem prebrala, da se boje večkrat dogaja, da kakšni ljudje padejo skupaj na teh koncertih in da tudi, če je on to videl, je mislil, da to je samo še pač ena izmed teh stvari, da pač nekdo je pač padel skupaj, ker je velika masa ljudi, lahko kdaj pač ti malo postane slabo in to. Tako da očitno pač ni videl. Mislim, je pač... malo človeško, da vseeno, ok, imaš tam ne vem koliko, 100,000 folka. Ne, ni 100. Mislim, da okoli 50. Dobro, no, gledaj, imaš full folk in tudi, če ti en tam zareč umira, reč, člani, ajde, poskrbimo minutko za njega, 2, hitro, da se ga reši in gremo naprej. Ja, ma kako veš, tam ljudje so nadrogirani tudi. Veš, lahko jih pade, 5,000 jih je bilo lahko v momentu na tleh, ker na teh Astroworld turah njegovih ljudje se prerivajo, kot da so oni heavy metal koncerti, veš, ko se ono ruvajo. Ja. In lahko tudi pade in kaj boš, itak on tudi ne vidiš ti crowda, ki so osvetljeni in to je tak... Mislim, je pa reski folk, ki še nikoli ni bil na stageu, gledališče ali nastopi ali bilo kakšenkoli stageu, ti si osvetljen as fuck, ne vidiš prve vrste pred sabo, ne vidiš. Ja. Je lahko zgleda, on bok, še fucking videl, ne vidiš nič. Ne bomo zdaj rekli, kaj je bilo, kaj ni bilo, res, je pa res, da sem videla en posnetek, ko je neka punca in fant splezala po lestvi do teh kamermanov, ki so to prinašali in sta pač njega prosila oziroma opozarjala, da pač ljudje umirajo in da naj nekaj naredi ali naj pomaga in ta kamerman pač ni vedel sploh, kaj naj. Tako da pač so ljudje začeli pač sredi koncerta dajati pozornost na to, da se to dogaja in da bi se to ustavilo, ampak pač ni bilo poskrbljeno dovolj za to. In baje so neki varnostniki tudi dali odpoved tam, ko so videli, na licu mesta. Na licu mesta. Yeah. In potem so pač ostali s polovičnim kadrom in so imeli pač dvojno delo, ne? Mislim, pač sorry, kaj jih sodiš. Vidiš, kakšna pizdarja bo tle 50,000 folka proti, ne vem,
par varnostnikom in veš, samo tako vsi zdrogirani napadajo, da folk ponoru, član, grem jaz. Veš, najhujše mi zdi je to, da veš, Travis Scott je že imel dosti koncertov tašnih in je vedno isti tip koncerta, vedno se to folk ruva in on tudi to pač vzpodbuja, ne? In bi bilo prav, da poskrbi za varnost, on kot organizator, razumeš, on je itak multimilionar, lahko bi imel 1500 varnostnikov, če bi Mislim, vse je cool, veš, kaj je to ruvanje in to ustvari nek vibe, ne? Vse je Ja. cool, ma ajde do neke mere. Ne, verjetno je bilo preveč ljudi notri, to sigurno so uleteli notri mimo varnostnikov brez To, kart, to, ne, to, to to, se to. dogaja, ne. Ja. Vse, če narediš nek mož pit in se začneš malo ruvati, pač nikoli. Mislim, ja, meni že to ruvanje osebno sem ga doživel, tipo v Zrčah, what the fuck. Neki Italijani so se tam ruvali, razumeš, se ono, what the fuck je z vami narobe, ono, tam v noji, ono, jaz ono, daj spokajte. Ma kje, ono. ko oza. Ma da, ragazzo. To je drugače tako najbolj pogosto na teh metal Metal, ja, ja. koncertih, ampak tam si boje pač ful pomagajo. Čim vidijo, da nekdo pade, hitro priskočijo na pomoč, ga dvignejo, zato da lih da ne pride do takih situacij. Ne? Oni so tako v redu ljudje, ne? Ja, to se boje Ja, najbolj v redu. ja, največji sončki mo, ne? Jaz sem od moje mame bratranec, dela tam v Tolminu, v dijaškem domu in ko je tam metal camp, mislim, da prenočijo tudi v tem dijaškem domu in v glavnem je rekel, da so te metalci tako najbolj v redu ljudje, tudi najbolj taki čisti, urejeni, ker pač obstaja več teh festivalov v Tolminu, imaš kaj še punk rock, reggae, mislim, da nekaj takega in da so pač metalci najbolj v redu, no, čeprav izgledajo mogoče najbolj strašni na prvi pogled. Ne sodi knjige po platnici. Tako je. To čeprav ni vedno res. To je slab pregovor. Ja. To je slab pregovor. Ne, ampak če gremo nazaj na tam prerivanja, to ne vem, zakaj sploh je nastalo v resnici. Kaj je to point? Ker realno dostikrat tudi se malo sfajtajo vmes. Ni to samo pač ono, veš. In to se je nekako preneslo v drugo sceno, torej v ta hip-hop / rap. In ne vem, in ko je to 50,000 ljudi, pade nekdo in ljudje so se dobesedno, ko so se plazili ven, so po nezavestnih ljudeh hodili. Razumeš? Znaš to, da hodi po tebi nekdo, Ma zareč tudi, te pohodi. v taki gužvi ti, če se hočeš ustaviti, se ne moreš. Ne, folk niso mogli niti umakniti. Ja, pa to, ja. Tipu je padla punca skupaj in ni mogel priti ven iz gužve in sta bila na mestu pol ure, da so lahko sploh premaknili. To sem prebral. Mislim, jaz bi se po mojem začel tepst. Mislim, jaz bi tepil ljudi, da ga lahko stran po mojem. Ja, jaz bi začel se boksat. Mislim, jaz sem full klaustrofobična oseba drugače. Mislim, fuck. Ki si te predstavljam. Ja, veš, prije malo blizu. Ne, če bi lih tako me bil, no. Ne, jaz tipo, ja, jaz full ne maram, da sem utesnjen. Jaz, ne morem biti ono. Tipo, enkrat sem stal v dvigalu. Ko smo bili s frendi, smo šli ven z neke žurke in smo šli k njemu domov in je imel dvigalo in so začeli skakati na te dvigalo, jaz nisem steloval pri temu in dvigalo se je ustavilo Da. in smo obtičali ob 4 zjutraj do 6 zjutraj v dvigalu in ono je bilo pač, mislim, ok, dvigalo ni tako majhno spet, veš, tudi dajo ogledala notri, da zgleda manj, da gleda bolj prostorno v resnici, ne? Ampak meni ta dvigala, roko na srce, nikoli mi ni bilo prijetno se voziti v njih. Dvigala in gondole. Jaz imam neko stvar z gondolami. Še zdaj, ko je bila ona nesreča, se ona zajle nosi lahko krat 6. Ne vem, mislim, da koliko so to, veš, ne moraš da toliko več, ampak koliko se je zgodilo v Italiji, dajo fucking železen element, da ustavijo zavoro, glavno zavoro, ne, mislim, tole, ko se reče... Ja. Ni glavna zavora, ampak je tista, če se karkoli zgodi, varnostna zavora je, zasilna zavora neka. In oni so dali nek železen klin notri, da se ono ne sproži. Strgala se je zajla in od ne vem koliko ljudi je ostal otrok samo en živ v bolnici in njegova družina je umrla notri v ni gondoli. Fak, ne morem te gondol, nikoli mi ni bilo prijetno. Nikoli. Meni že žičnica je malo... Še ki je nizko, ajde, ono če padeš, Ja. se polomiš, ajde, kurc. Ma ki veš, kaj gondola je zaprta. Visoko gre. Ja. Visoko gre. Bolj mi je prijetno v letalu, kot v gondoli. Evo, No. legit. Veš, koliko letala so, koliko bolj dovršena in ne moreš se zajebavati tam. Veš, kaj je fora. Pri gondoli se pa lahko ti malo, bomo malo dali železen klin, ono, veš, ki še je kriza, ni bilo dobra smučarska sezona, šparajo in to, veš. Pizda.
Ti si ostala kdaj v ogledalu, v dvigalu? Ne, nisem. Jaz imam pozitivne izkušnje z dvigali. Jaz sem že 2-krat. Prvič sem ustal, jaz in moja mama na moj prvi dan osnovne šole, prvi razred, ostali v dvigalu. Ja, tam v bloku vašem? Ja. Sprašaš tam, da zgrmijo in dvigalo dol v bloku? Tam je fucking visoko. Ne, najhujše ti pravim, smo ustali, smo že prišli, smo šli pač v kleti ven, smo že bili zareč na destinaciji, samo vrata se niso odprla. Smo pol čakali enih 10-15 minut, so zrihtali. Ampak enkrat pa sem ustal, sem šel v šolo med nadstropi skoraj. In tipo tako, če jaz stojim v dvigalu, je tako pač tla od nadstropja so bila v moji tako višini oči in ena tako pol metra je bila luknja vmes, ki ti naprimer od dvigala ti vrata lahko odpreš na silo. Ja. Prva vrata lahko odpreš, druga mogoče malo teže, kakšenkrat še druga ti uspe. Se da. Če si med nadstropi, je pizda. Ja, smiš, da si med nadstropi. Je velika pizda. Ja. Smešno mi je bloki, mene ni paranojala. Pač, ja, mama je. Ne v prvem razredu, to zdaj drugič, ki sem stal. Pač mi je bilo smešno in pol itak tam imaš en zvonček, ki zvoniš, so sosedi prišli, so čuli in soseda je ful paranojala za me, da mislila, da mene je strah in me je spraševala po števanko, da me zamoti. In sem rekel, teta, pač sem cool, ni me strah. Ne, 3x3, 9, je cool, veš, pač mi, ne, v glavnem ti, 4x5, 20, je cool. Realno otroci, pač se nimaš tega straha, ki nimaš ga odkje med. Nisi videl še filmov, ko zgrmi dvigalo. Ne, me je bilo strah, v taki situaciji se strezniš. Ja. Se fucking strezniš in ti ni. Je samo okej. Vrata odpret. Jaz sem prav vrata odpret, pol se bila druga železna, ki 55 razredih nisem mogel odpret. In nič, sem splezal, sem tako po urcu. Čakaj, še to. Zamudem jaz v prvo uro, ne, pouka, sem ostal v dvigalu in prejem jaz smo imeli športno, vsi so čakali tako na vrsti, so imeli nek zbor, ne. In jaz sam se pravičujem, za zamudo sem ostal v dvigalu in en glup šolec, zakaj ne šel po stopnicah? Ja, pa se ima prav, kaj? Član, ostal sem v fucking dvigalu. Ampak veš, kaj je ful pomagal, gledalo v dvigalu. Veš, tako pa če zrihtaš, ko se ti mudi, ne, pič ven in imaš 10 sekund imaš, da se pogledaš, ok, vse štima, imam vse, frizur celo desno. Jaz mislim, da je dvigalo ogledalo zaradi tega, da naredi večji prostor. Ja, ampak pride prav tudi za drugo. Meni tudi dobro, tam, kjer jaz živim, je spodaj, ko prideš dol, je ogledalo čez celo in se lahko počekiraš, ok, sem spremen. Štima, štima vse, ajde gremo. Pogledaš. Zakaj meni zdaj napada muha, stari? Muhe grejo na drek. Izvirno. Prej si ga imel na kapi, Matej. Ne, Jure, ne ga prenucati, tako bom prosim. Ta ni bila za to. Priznaj, da ta ni bila za to. Jaz vas bom tožil. V glavni, ja, to muho pač. Ta muha, fucking muha. A se je na tebi? Sam provejt, no, muha. Ne, meni je šla na glavo. Hoče biti v podcastu. Stepu, muha. Tako da me zanima, če sta vidva kdaj živela kakšen tak strašljiv dogodek v povezavi mogoče z duhovi. Paranormalne aktivnosti. Paranormalne aktivnosti, kaj v takem smislu. Kdo bo začel? Študiramo, nimam nekaj. Jaz, ko sem bil majhen, jaz sem živel v stanovanju in pač sem bil prvi otrok, ne, pač edinček, na začetku, da nisem več, nekaj časa. In jaz tipo sem ful paranojal, da bojo prišle čarovnice me ukrast. Okay. In jaz sem vedno, veš, jaz sem imel tako, škure sem vedno zaprl. To so polkna za neprimorce. Ja, polkna. In imel sem še neke ruletke za svetlobo. In šono sem mogel zatisniti do konca, da si ni videl nič svetlobe skozi. Da je tema. In sem šel lahko spat. Ampak jaz sem se bal teh čarovnic, ne vem zakaj. Kot prvo, zakaj bi prišle. Ma ne vem, takrat pa sem mislil, glavnem, čarovnice je prvi moj problem. Drugo pa, veš, ko si toliko zaparanojan in skredi, da prišle čarovnice, sem začel halucinirati, ki nisem mogel zaspati. In sem legit videl duhove, pač barve, tako duhove. In jaz sem fuck, kaj zdaj? In to se mi je dogajalo, meni ne vem, zakaj sem bil ful prestrašen za te stvari, ko sem bil mlajši. Kaj ti si videl fucking duhove? Majki mi. Kakšni so bili? Tipo barviti. Da nisi ti bil na kakšnih drogah. Ne, kot mali ne. Ne, v glavnem, neki duhovi barviti, ne vem, viola, rumen, bla, 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 bla. Kakšne oblike?
Duhovost. Ne duhove tipo uno rjuha, ampak tipo scena rjuha prozorno. Ampak da ni bil ono veš rjuha. Tako. Tipo kot nek plin. Kot meduza, Ne, ampak kot- ful podolgovata. Ne. Ko nek plin, tipo. Večkrat to, enkrat je bilo to. Enkrat sigurno, ki si spomnim, da sem ful zaparanojo. To se zgodi, ko ne zaspiš in si utrujen in začneš Nisi ti kaj halucinirati. sanjal. Veš ono, ki malo si buden, malo sanjaš. Kaj jaz vem, to se mi tudi dosti zgodilo, da se to v sanjah ima. Sanje, dobro, to se itak druga zgodba. Ampak to niso bili sanje, to je bilo pač ono sleep deprivation. In to sem jaz bil ful paranojo za te duhove in čarovnice. Čarovnice so bile number one. Še zdaj te kaj tako malo, ko veš čarovnico? Ja. Kako ne maraš noč čarovnic. Halloween. Pač zadnjič sem bil tvoja mama, ni bilo okej. Uf. Jaz vas bom tožil. Ma ne, Ana, tebi jaz ne bom dovolil do gumbov. Ma si bom sama Ne, dovolila, fuck off, stari. ta ni bil za ta gumb. Ja, ne, je bil. Ne, to dobro foro, V mojih očeh je bil. take it like a champ. Ja, okej, take it like a champ, Ana. Je bila dobra fora in reče, Jure, dobra fora. To je bila za Mateja. Dobro, niti jaz ti ne bom dal gumbe, ki je bila cool fora, bilo komu je bila, okej, prosim. Ampak ne vleči se, te gledajo vsi, Ano. Pač, jaz, dokler mi je rekla ona, ko sem hotel to reči, sem mogel počakati z jokom. V glavnem je bila dobra fora, okej, ti, prosim, bila dobra. Imaš ti kakšne duhove, ki jih vidiš, čarovnice? Jaz kot mala mi ni bilo všeč spati v popolni temi in sem vedno odpustila. Stari muha mi je šla na čelo, majke mi je stari. Ja. Muhe grejo na drek. Matej, prej si imel muho na kapi, tako da. I'm the shit, vem. V glavnem nisem rada spala v popolni temi in sem vedno pustila vrata malo priprta in zato, da je pač luč iz hodnika sijala not. Ampak potem sem si vedno, eno obdobje sem imela, ko sem si vsakič predstavljala neko tako črno pojavo, ki mi kuka iza vrat. Okej. In si čul, kaj sem Ja, rekla? slišal. Okej. In potem je tako, kot je Jure ravno kar ubil našo muho, je moja mama rekla, da ta pojava ne obstaja in tako je ta pojava kar izginila. Čo ni je fucking muho? Kot ta muha sedaj. Čo ni je muho? Fucking elegantno, počasi se samo... God damn, Jure. To je klip. Nice. Glavno, ja, svetloba na hodniku je bilo, ne? Ja, dosti si. Do tam sem prišel. Si zamudil. Ma dobro, ajde, to so za reči otroški strahovi in tako, ma dejansko Jaz pač... sem res videvala neko pojavo, zdaj ne vem, bi bila plod moje domišljije, ampak pač, ko je mama rekla, sej je ni, je vzginila. Ma, kaj to ono, ko ti poiščeš neko stvar in je ne najdeš in pa rečeš mami, kje je ta stvar in reče na mizi in greš pogledati, ni, prije ona in je tam. Pač to, Ja. ja. To je pač nek paranormalni pojav, se mi Ne, pač zdi. Ja. to moč ženske dobijo, ko postanejo mama. Ja. Pač dobijo to moč, se zbudijo, evo. Jaz se spomnim enkrat, sem imel neko igračko, ki je tipo bila ne vem, iz plastike in ti si tako pritisnil notri in si jo fuknil na tla in se je odbila v zrak. Ne vem, če to je bilo še v moji generaciji, to so neke take igračke, take bolj tactile, tipo fidget, to je takrat. Ja, ne, si hitro in skočil. Ja. In jaz tipo se spomnim, in enkrat sem jaz to bil pri noni in jaz sem to ful iskal. Ful sem iskal po celi hiši, tipo pol ure sem iskal, imel sem v roki. Tipo, jaz sem imel v roki in iskal to po hiši, kaj lahko, stari, to se prav spomnim. V roki sem se sklanjal spodaj pod vse ono, pa kaj sem jaz to dal, razumeš, ono pizda pogledamo v roki. Jo, to je tudi pač dobro, da sem bil samo malo glup. Jaz sem tako en dan legit iskal očala, 15 minut po celem stanovanju, kovčke, torbe, vse očala in veš, ki imam na hodniku ogledalo. Vseeno grem mimo in se pogledam in sem videl, da jih imam fucking gor, stari. Bale. Ja, to pač, fuck. Glupi smo malo. Ja, ma dobro.
taki pač smo. Podobna situacija je recimo, ko ne vem, olupiš mandarino in daš sadež v koš in pol hočeš pojesti olupek in si, wait a minute. In kaj, pol ga poješ? Ali? Ne, potem... Ne, ampak v glavnem, da se vrnemo mi nazaj na te naše duhove. Jaz v lifeu ne bi si upal provat unega Ouija boarda. Ja, same. Ali je res, ali ni res. Član, ali je res, ali ni res. Ono vedno nekdo porive. Ja, ma v glavnem, pač, verjamem ste duhove ali ne, pač da je neki... Jaz mislim, da ja, zna biti. Neke energije so fiks. Ana bi rekla, kakšne duše. Dejansko, kaj imamo mi, na primer, tle na obali, kaj takega haunted? Mi smo imeli eno, jaz vem kaj, mi smo kot otroci vem, kam smo hodili. Pač ena hiša je tam okoli Valdoltre, ki je pač zdaj zaprta, ki je bila včasih, tam so dajali mrtve iz bolnice. In mi kot otroci, se spomnim, smo vedno šli tam notri in pač stekaš in vedno je bilo neki creepy. Pač in ono je zdaj zabarikadirano celo drugače, ne smoreš notri. Ampak tam noč smo hodili, smo kot otroci, ono, veš, kukali, ono, in je bilo vse tako staro, veš, in je bila res tam, veš, so dali pač, ne? Ampak zdaj ni več, da se zaprto. Stvarno, če je to res v resnici, ampak mi takrat to je bilo ono, veš, ono, ki je bilo neki razbit, veš, to je bilo nam ono, da shit, razumeš, smo hodili tam gledati in to se spomnim, to je bilo tam, kjer je v okolici Valdoltre. Dejansko v Kopru, veš tam, ki so Slavnikovi garaže spodaj, ko priješ na Markovec, pač tam že ful časa provajo podred, v Kopru imamo eno staro busno in jo provajo podred, samo ni še že 20-30 let tam vse stoji še več, zato ker so zgradili na pokopališču, ker zraven tega je cerkev. In budale legit ne bi rekli, ok, ne tle bilo staro pokopališče, ali pač bi dali mrtve, ne vem, ven ali premestili, ne, člani so sesuli zemljo in gor se zidali. Zdaj prvič noben noče to porušiti in tretjič noče noben preden se to ščisti nič zidati, ker vse je pač strah. Slaba energija, kaj bi to lahko bilo. Kje je to bilo, kje? Veš, ko greš na Markovec gor na Klanecki, so zapuščene, ena zgradbica, nizka. Ok, evo, vidiš duha, legit, tako pač ne, vidim, ne vidim, vidiš duha. Kaj bi naredili? Pač prvi povohal. Pač če se kaj duha, ne? In ta je bila dobra zdaj, če bi jo jaz rekla... Ana, ne, Ana, v dostavi je, vse je v dostavi. Ne. V dostavi. Vidiš, ona se vedno prilasti fora ob tem, ko je bila že izgovorjena. Ja. Samo reče... Bi dišal Mislim, čakaj, povej, kaj duh misliš, da govori? Kaj ti puno? Jaz sem duh. Ali je ti puno? Čau, koša ti? Kje si član? Ja, če je iz Kopra umrl en tip, je fiks. Wela mona. Ne, ko si predstavljaš ti? Recimo, kaj da prije duh mojega nonata. Ne, pač en duh. Kaj, sploh ne, ko si predstavljaš ti duha? Kot nek dim, ki je tipo strukturirano v neko približno človeško obliko. Kaj so, en duh mogoče kot Harryja Potterja. Veš, ki je pač dejansko pač kot človek samo pač leti, gre skozi stvari. Čeprav meni to se skozi stvari ta nikoli mi ni bilo všeč, zato ker če nekaj skozi stvari to bi moglo pas dol. Torej mogli tu zemljo. Kdo? On? Duh? Pač duh, ne? Veš, ki duh gre lahko skozi stene. Ja, ma če lebdi. Ne pade, se ga nič ne vleče dol. Ja, ma zakaj gre lahko skozi stene, če lahko lebdi? Razumeš? No, v glavnem, duh tako kot Harryja Potterja, tako se mi da bi lahko zgledal nek duh, če ga vidiš. Ampak verjetno bolj motno. Veš, ni lih tako jasno vse. Tako. Tudi, kako lahko duh govori, če pač nima glasilk? To slišiš v notranjosti. Ma duhovne glasilke. Miš, da slišiš skozi tebe? Mislim, govoriš skozi sebe. Slišiš v notranjosti, kaj ti on govori. Kaj bi ti? Ne, kaj bi ti naredila, če bi ga videla? Ne, verjetno bi se ful ustrašila. Ja. In kaj jaz vem, pač če ne bi bila toliko prestrašena, da bi zbežala, pol bi se pogovarjala z njim. Kaj bi rekla? Bi ga vprašala, če mi zna razkriti kakšno skrivnost življenja. Kako se bo, če je umrl? Joj. Kaj misliš, da duhi so lahko samo po dnevi ali samo po noči? Ali oboje? Zakaj ne oboje? No, po moje neki soncem je povezano. Moje so lahko samo po noči. Realno, viš kakšen film, ki so duhi po dnevi? Jaz ne.
Ja, naredi bolj strepšljiv efekt, če je po noči. Lahko samo po noči ga boljše vidiš. Zakaj pa misliš, da se duhe povezuje s strašenjem? Mogoče je nekaj tako neraziskanega in kar je neraziskano in nepoznano nas plaši. Kaj misliš, da Mogoče. vohajo? Če ne more, štekaš, po moje duhi ne morejo ne vohati, ne govoriti, ker nimajo glasil, kot drugič nimajo nosa in čutnic. Samo upam, da nas ne bo danes večer, ker še duh obiskal, ki tako govorimo o tem. Kaj je to? Še ena žival prišla? Kaj še ena muha? V glavnem, zdaj si ti duh in tako pač nekoga hantaš. Kaj bi naredili? Kako bi ga ustrašil? Ne, tako pač, zdaj si duh, kaj bi naredil? Sem duh. Recimo, hočem tebe ustrašiti. Hrčeš? Recimo. Začel bi z majhnimi stvarmi. Z mojim mlekom. Saw it coming. Ne, nisi kaj majhen. Te nisem slišal. V glavnem, kaj bi naredil? Torej, kakšna je bila creepy stvar? Prvo bi ti po noči, ko bi dal polni telefon, bi ti jaz sklopil polnilec. Kjer je šupak? Da bi imel zjutraj prazno baterijo. To je bila prva stvar, ki jo naredil. Tako, ajde, veš, ti bi zjutraj spodal, kaj nisem vklopil. Ok, in 1% baterije, in tako bi ti že malo zjebal dan, ne? To je prva stvar. Pol, to je bilo zjutraj, to je bilo jaz po noči, rečemo, da jaz postanem duh ob 12 po noči in zdaj do 6 zjutraj imam čas te zjebati. Ok, prva stvar je bilo to, izklopil polnilec in ja, to. Pol bi se prijavil v tvoj telefon ali pa bi naredil par slikic, tako veš, črno, da bi imeli 20 slikic črno, ob 12 zjutraj po noči slikane. In ti je bilo, se zbudiš, čakaj, what? Slike, what? Ok, to. Evo, pa malo bi se s tvojim telefonom malo zajeval, ne? Tako haha, kao. Ok, zdaj smo rešili malo telefonček bi prvo, ne? Pol, recimo, več, ko ima tvoj stari napravo z tvoje povezovanje z radijske postaje, bi radijsko postajo vklopil po noči, da bi bili neki korejski tipo radio, tipo Squid Game scena. Okona ichiwa, to bi ti sprožil po noči. Ampak veš, da dejansko lahko poslušaš z radiometersko postajo radio po celem svetu. No, to bi vklopil tako uspod. Tako, evo, to bi se užgalo. In pol bi čez 2 minute bi ugasnil, tako da samo vestiš, da... ajde, jaz se zbudim. Ti se zbudiš, ok. Na to okona, jaz se zbudim. In jaz bi to tako ugasnil, torej ti ne slišiš več. In ti bi bil, kaj sem to sanjal. In jaz bi bil bitch, nisi. In kaj je bilo naprej? To bi govoril tudi. Ne, to bi zgovoril sam sabo, ne? Tako kot duh. To je moj miselni procesi. Ok, zdaj sem ga malo že zjebal. In pol veš, bi šel v kuhinjo, bi spil malček mleka, bi bilo vse normalno, ne, tako, in bi šel v sobo in bi valjda ugasnil luč, ko bi šel v sobo, ne, v kuhinji. In pol ta luč bi kar enkrat, veš, on zapre vrata in se zasvetil na luč iz kuhinje. Bi bil, čakaj, kaj, odpre. In bi lih bila mama v kuhinji, bi šla dejansko mama v kuhinji, ne, ti fuck, mama je bila, nič ni bilo takega, ok. In greš nazaj v sobo, se zapre luč in pol ta luč se spet prižge, ampak mama je v spalnici. In pol priješ ti, dobro, kaj je s to lučjo zdaj? In ti jo ugasneš? Dobro, luč se ugasne. Zdaj je 1:02 po noči. Okay. Ti slabo spiš, živčen, stres. Pol, ok, ti zdaj spiš in zdaj naprej kaj bi naredil? Zdaj sem v tvoji sobi in torej recimo, ne vem, duhovi, če bi imel knjigo duhovi, bi padla knjiga duhovi na tla. Ne? In ti bi to bil, dobro, mogoče samo na ključe, štekaš, ne? Ja. Ok? Ful smo optimistični na tej tvoji zgodbi. Ok, pol je ura, ne vem, 3:30, da ti spet sladko spiš. In mislim, da bi zaključil za ta dan. In pol bi naslednji dan nadaljeval. Ma ne, si rekel, da imaš do 6. A do 6 moram vse danes narediti, ok. Ura je 3:30, Matej spi. Ok. In spil v njegovi pidžami na Miki Miško. Ja, veš, ko bom bolan v pidžama, stari. Sik. Mogoče bom batil slikcu tle, da vidite, tako da. Pidžamo na Miki Miško in bi vzel en flomaster in bi narisal na vrata Miki Miško in bi napisal, ali mirno spavaš. Ampak to ti ne bi videl do zjutraj, to je že zjutraj presenečenje. Recimo, veš, ko spiš, imaš mogoče malo nogice zunaj, ne? In bi vzel malo, tipo,
neko vodo in da bi imel občutek, kot da imaš malo mokre noge. Veš, tako, bi ti dal malo kapljic. Tako, veš, bi se zbudil in tako je imel kar neki mokre podplate. Ti ono, tako je z mano, what the fuck, stari, kaj sem se spotil. Ampak ne, nisi se spotil. Ok, to je tako, ta je bila tako malo ne najboljši joke za duha. Dobro, ajde, demo, Jura. Naprej moram iti. Hala, dej. Ja, ma moraš 4 zjutraj, moraš še 2 uri zapolniti. Pizda, dobro, okej. Ob 6 se zbujaš, Matej. Ja. Bi ti po te povleku za nogo? Hop. Tako, cik, malček cuknul. Veš, kaj si ga predstavljam, pa če se ga ne bi mogel slišati, samo on sam sebi. Hop, cik. Ne, pol bi šel malo tvojo mamo pogledat. Kačing. In pol bi se z njo ukvarjal do 6 zjutraj. Jure. Napadaš obe na eni mami danes. To je to, ura je 6 zjutraj. Tvoja mama bi se zbudila dobre volje. In ti bi tu ful presenečen, zakaj je tako dobre volje. Joj. In bi se ustrašil. Just shut the fuck! Ana, pa ti kaj bi naredila? Jaz Postaneš duh, kaj narediš? bi najprej Greš koga stalkat? Jaz bi najprej probala jest, da vidim, kako hrana vpliva na me in če lahko pojem neomejene Če duh ne more jesti, neomejene. Zakaj ne? ker pade skozi. Za reč pač, Zato, Se je ker, lahko shud, ti duh. primeš. V glavnem, zato, ker hrana je tudi energija, ima energijsko vrednost in pol mogoče bi to energijsko Zdaj, vrednost. kaj misliš, da duhi kalorije gledajo, ali kaj? Ne vem, kaj? Ne, samo pač sem lačna in razmišljam o hrani. pač članka bi šla tako na Google, ali se lahko duh zredi. Šno, as many say yes. Šno, hvala ne bi. Pač vsakega straši izgubiš malo kalorij. Ne, ampak veš kaj, če bi bila duh, pomeni, da bi bila nevidna in bi šla na kakšne, v kakšne kraje ali na kakšna prizorišča, kamor drugače ne bi mogla priti. Jo, kaj spet bi šparala, ali kaj, zato ki bi šparala, da ne veš plačati karte, bi šla. Sorry, ker bi razmišljala malo bolj izven okvirjev. Ja, šla bi v fucking Belo hišo pogledat, kako je tam not. Belo. Jure, prosim. Bravo. Kakšno Belo hišo, na kakšno prizorišče, na kakšno prizorišče snemanja, ne vem, kakšnega filma ali se. Ana bi dala metek tam za Baldwina notri v pištolo. Dobro, dej. Zdaj vemo, kdo je bil? Ajoj, ko je to slabo res. Ja, zakaj ste to naredila, ne vem. Dobro, Ana, dej. Ne. To pregrada. Ne. Sem duh, lahko grem mimo. Ne. Tale, dobro. Kaj pa bi šla pogledat v neka Klementa tvojega? Kaj? Kaj je že? Šalamina. Šalamina. Šla ga postokat. Bi ga Ja. šla Bi postopati. ga šla Ja. ustrašiti tudi malo. Ja, On bi bil, buhu, bi naredil on. Ojoj. Ja, Kaj dejansko bi ga šla stolkat malo. Valjda bi ga šla. Timothy Chalamet, ja. Ja. Valjda, točno. Prva stvar. Se teleportirati do Timothy Chalameta. Ja, in še ko snema kakšne filme ali ko se pripravlja na kakšne filme, tako da vidim, kakšne tehnike ima. Ko se pripravlja na kakšne filme, ali ko se pripravlja, da se gre stuširati? Zato bi ostala, že kje tam. Ono lik ni mora. Ja, veš, da je ena slikica Timothy Chalameta. Ja. Da vejo fogl, kdo je. Ne, jaz sem slišal, da bi ga šla gledati, ko se tušira, naslednjo stvar bi ga slikala. Ne, da boš ti dal slikico v podcast. A ja, Folk Chalamina. vedo, o kom govorim. Ma kaj pa tipo, kaj še lahko duh dela zanimivega? Pač ne vem, če bi strašila ljudi. Pač jaz bi šel strašiti. Valjda gre strašno Oj, delo. kaj bi Ma ti? ti si rekel, ti tako, začneš na easy, ne? Ja, veš, da se... Jaz bi tudi, naprimer, ajde, ti vrnem, ne, da rečem. Začnem tako na easy, malo toptankašna lučka in pol, ko si buden, tipo, si rekel prejš, da une točke, čovjek, kaj sem sanjal, ne, lik si zbuješ, si buden, pol bi šel tako all in, odpirat luči, omare, vse je vmetati v zrak, da bi samo bil, kaj fucking kurat se dogaja in pol bi samo tako, vse nehal. In ti bil, kaj? In pol čez pol 5 spet let, začel, čez ne, 5 pol let. spet začel. Čez 5 let. Čez minuto bi spet začel. Ne, ampak če ne dejansko, kot je si rekli, ti Janez bi šel tudi tako,
Area 51, Vatikan in take stvari pogledati, kaj se tam skriva malo, da vidimo. To. Kaj pa ste kaj sanjali, kaj tako nenavadnega? Kakšne tako najbolj bizarne sanje? Kaj, sem razne vojne, sem sanjal, da sem v vojnah. Ja, tipo, da smo se skrivali v bunkerih, to sem sanjal. Ful imam takih čudnih sanjev, samo jaz sem še ful pozabil. Pač legit sem vam razlagal pred podcastom, ne, pač zdaj, jansko prejšnji teden sem sanjal, da je fucking nek bog je poslal na zemljo evil klone od vsakega in pač te kloni so nas hoteli ubiti. Ampak to so bili tako kloni, v očeh si videl, pač to se sanje ful hiperrealistično, si mu videl v očeh, da tip nima življenja, pač brez duše človek. Čakaj, oni prišli tebe ubiti? Ja. Tvoj klon? Ja. Jaz sem prišel mene ubiti. Kaj ima robotski klon? Ne. Jaz. Torej ti to mogoče lahko nekaj to pove? Torej ti sam sebe sabotiraš? Ne vem. Ampak dejansko, gledal sem ga v oči sam sebe in sem videl, da tip nima duše v sebi, nima življenja in samo počasi je hodil proti meni in me je hotel ubiti. Nisem mu je mudilo, ki pač itak je nesmrten, ampak je hotel me ubiti. In najhujše je bilo, ki sem se zavedal, jaz to, da ali bo on mene, ali bom jaz njega. In potem sem vzel nož in ga zaštihal. In tip je padel prej in sem rekel, na srečo sem sam sebe nekako ubil in tip samo počasi dvigne nazaj. In kaj če te hoče tvoj duh ubiti? Oh, fuck. Ali pa jaz ful berem te interpretacije. Član ne vem, ampak to je bilo... Kaj bereš? Povej. Pač, da ful berem te interpretacije sanj, ko manj kakšne sanje, take ful očitne in ponavadi to, da hočeš ubiti sebe v sanjah, pomeni, da hočeš ubiti nek del sebe. Ja, pol jaz sem zmagal. Ja. Tako da očitno še ni čas, da ubiješ ta nek del sebe. Ne vem. Jaz temu rečem, jaz pa ful bujno domišljijo. Boje, okej. Domišljijo? Boje. Zelo si matura 4. Burna in... Kaj pomeni burna? V glavnem imam ful veliko domišljijo in pač jaz to ne rečem nič, to pomeni to, ne član imam veliko domišljijo in pač se zgodijo take stvari. Vse nekaj imaš velikega. Se pospomnim enkrat, sem sanjal, ko sem bil mali, ene sanje, še zdaj se jih fucking spomnim. So včeraj, ali kaj? Ponosnih 176, okej. Ne, v glavnem sem sanjal, da sem bil z neko punco, full fucking lušna punca. Tako, v lifeu nisem videl lepša punca, stari, res je bila fucking lušna punca. Okay. Smo šli na neko dogodivščino, kjer je izgubila denarnico in na koncu smo ugotovili, da jaz sem imel v rucaku njeno denarnico cel ta čas. Smo bili, jokes, dobra. In ne bom nikoli pozabil, ne vem zakaj je bila v mojih sanjah, je bilo ime Koza. Koza, si daš svojih čirki ime Koza, lahko. Mi dal mojih črki ime Koza, mora. Ne, v glavnem spomnim, na koncu je bilo lih tipo, hvala Rimanič, ne, in pač, ne, kaj sem bil za 4. razred, je bilo, ne, punce, tako mi posveč pozornost, kaj hudo, ne, in lik, da tako mi dal ljubčka. Spomnim, moj stari me je zjutraj zbudil, ker je bil čas za iti v šolo, jaz sem popizdu sem. Veš, da lahko, če zaspiš nazaj hitro, lahko nadaljuješ, mogoče včasih. Večkrat ne gre. Najbolj fucked up je bilo, da 5 let kasneje, če ne še več, 7, 8, sem imel iste sanje, ampak sem se zavedal, da so iste sanje. Sem rekel, članka, na zadnji, ko smo bili mi tle, smo šli na cel ta adventure in denarnica je bila tle, v mojem rucaku. Dej čakaj, da preverim, još če imam v rucaku. Denarnica je bila v fucking rucaku. Oh my god! To so skoraj lucidne sanje že. Ti si takrat, ko si to naredil, bi lahko vedel, da imaš nadzor nad sanjami in bi lahko hitro pospešil stvari. Vem, samo, ja, nisem. Kaj pa lucidne sanje, ste imeli kdaj? Ne. Jaz ful treniram, da se to naučim, to mora biti ful to si ne naučiti. Je bala, ba je. To je isto kot v Inceptionu, veš, ki pol preveriš, če si v realnosti ali ne. Ja, ne, sej, zato pol moraš to delati. Jaz bi se to naučil, ki... Kaj ti bi hotel preverjati zdaj, če si v realnosti ali ne? Sej to ne rabiš preverjati, to preveriš, tako ne vem, parkrat na dan preveriš. Jaz se ne bi šel tega. Takoj. Jaz raje ločim realnost od nerealnega. Ne, takoj. Kje sem študiral meni dejansko sem študiral, naj zdaj tako, za reči, lucid dreaming, vse se zgodi v tvoji glavi, za reči. Ni to izven. Pa se tudi... Čaki. Ja. Se zgodi vse v tvoji glavi. In če nekako jaz, na primer, se v moji glavi mi nekdo zdaj pove, kako celo biologijo človeškega telesa in jaz jo štekam, ampak sem sanjal, da štekam. Ampak to nekako pretvorim jaz dejansko v mojo glavo
In polka misliš, da bi lahko jaz to dejansko štekal in se preko tega naučil stvari in to. Jaz ne vem, če ti to, ker ti sanjaš, ti sanjaš sanje so ponovadi površinske, razumeš? It's not that deep pol v resnici. Ja, ma, če se natreniraš, Ja, ma hočem reči, od kje boš ti vedel to? Šta kažeš? Ja, Celotna biologija, torej samo moraš ti vedeti, da to sanjaš. Ti ne sanjaš stvari, ki jih ne veš. To štekam, a hoj znati, kako bi lahko začel s tem eksperimentirati, da nekako si daš to znanje. Ti pa veš, isto ko sanjaš, lucidne sanje, recimo, primeš lahko telefon v roke, ti bo pokazal en del, možgani te navarijo narediti kopije telefona, razumeš, in kako delujejo aplikacije in to. Tvoji možgani niso toliko zmožni, razumeš? Tle hitro gotoviš, da nisi več pravih. Ja, sej, naprimer, zato tudi ena takih ček od realnosti je pač, ne vem, pogledaš roke, telefon. V sanjah, ne roke, pač v sanjah ne boš nikoli. Lahko ga daš skozi Se tudi. vščipneš, pinch me, is this a dream? Reče to. Jaz sem slišal za to in za astral projection, to pa je ko tvoja duša zapusti telo in sam sebe vidiš in pa lahko dejansko potuješ. Ampak to si ne upam, to se mi zdi tako To je tudi lahko ful nevarno. crazy as fuck. Pač, ja, ne vem, meni s te zavestjo, tipo, da sanje so ful pomembne, štekaš, in jaz jih raje ne tikam, ker možgani delajo takrat, počivajo, ko sanjaš, razumeš? Počivajo. Ja, Ponavadi- ko padeš v rem, Ja. pač tvoji možgani, recimo primer, ko delaš neko motorično sposobnost, ne, recimo igraš klavir, se boš naučil prvo, ko boš se to delal, ne boš tega znal narediti. Ko boš sanjal, tvoji možgani tipo tisočkrat in tisočkrat ponovijo isto sekvenco v spanju in naslednji dan boš ti to znal narediti. Zato ponavadi prespiš stvar, da se znaš boljše odločiti, tvoji možgani bojo poiskali rešitev. Pa sej preko vseh teh procesov sem študiral, da jaz bi si lahko nekaj prebral, preden grem spat in pol možgani dejansko to si tako Ja, zapolnil do nule. ja, ma to ne rabiš ti biti pri zavesti takrat. Ne rabiš ti to Pač vplivati takrat na to. deluje naša podzavest. Mi, Ja. ko sanjamo, deluje naša Ja. podzavest in premljeva razne stvari, ki smo jih doživeli, ali stvari, ki se jih v bistvu ne zavedamo in jih premišljujemo podzavestno. In to lahko pride ven v sanjah. Zato so polte tudi dream interpretations, ne? Vse te knjige o interpretaciji sanj, kaj pomeni. Ampak vseeno, oprosti, to malo verjamem, malo mi je bullshit, mogoče samo osebno, ker kot sem rekel, pač jaz to ful dajem moji kreativnosti in zakaj jaz imam tako weird sanje. To, ko mi rečejo, sanje neki pomenijo članka. Ne bom nikoli pozabil in dam vedno ta primer. Sanjal sem, da sem bil v razredu učilnice v šoli, ki je bil dejansko WC, ampak cel WC v zlatu. Moj učitelj je bil Snoop Dogg, oblečen od Spidermana, iz vseh kotov so streljali uni laser light show. Ura je bila 7 in pred razredom je čakala moja Asian punca z njenimi starši. In zdaj ti meni povej, kaj to fucking pomeni. In to ne bom nikoli pozabil. Jaz- Se Zbudil lahko sem se- želja iz podzavesti, ne vem. Ja, lahko pomeni, da iščeš to slavo in denar in Ja, marsikaj slavo in se da. znane ljudi. Ja, Marsikaj se pač, da iz tega. da si ja. multicultural, recimo. Da hočeš imeti luksuzni WC, da hočeš biti toliko bogat. Zgleda, da si fulkrat na WC-ju. In zakaj je bil light show tam, uni laser light show? Zakaj je bil Zato, Snoop ker Dogg ti- oblečen v Zato, ker ti- Zato, Spidermana? ker ti po moje, kdaj greš lulat in ono, kaj bi bil nek laser show tukaj. Ne, nima fucking smisla. Ne možeš mi reči, da ima to fucking smisla, ki ga nima. Nima smisla, član. In dvakrat sem sanjala, pa da sem v neki reki, ampak ni bila voda, ampak škorpioni. In jaz sem bila na uni joga površini gor in pač plavala na tej joga površini po tej reki Okej. škorpionov. In tako dvakrat sem imela te sanje. To ti je pomenilo, da hodiš po nevarni poti v življenju. Ja. A se pač pomenilo, da je reka iz škorpionov in ti si gor na joga meto in to je to. Veš, kaj sem jaz enkrat sanjal, to je bilo ful smešno. Veš, Aladin, Ja. Ja. ki je imel letečo preprogo. Ma ful smešno, una krajšnica, ki vozim se jaz z avtom, sem šel z letečo preprogo tam čez. Ma ful smešno, da prav ta cesta in je bilo pač ono casual, sem se vozil z letečo preprogo. Ma, to pa ne vem, kaj je res pomenilo takrat. Sem pač lep del. Ono, sem se vozil z letečo preprogo in bilo pač ono riding, ono cruising. Pač, what? Nice. Pa nisem bil Aladin, jaz sem bil pač Jure, samo sem imel letečo preprogo. Dej, povejte najlepše sanje, ki ste jih imeli. Veš, se zjutraj zbudiš, In si fak, dobre kako volje. lepe sanje. Ono. A, okej. Veš, Ali ono, pa si imate- uno, ne, to so bile samo sanje. Ne, to ni lepe sanje.
Lepe sanje se mi zdi, ko se lepo preveže v realnost. Veš kaj, sem imel ene dejansko tako 2-3 tedne nazaj, se ne spomnim, kaj je bilo, ampak dobro sem kot ti rekel, sem se zbudil nasmejan. Ja, pis danes je dober dan. Dobro, da se zaključijo sanje. Veš, da prideš do konca. Veš, recimo, je lahko bala, ampak lepe sanje, ki se lepo zaključijo, ko se zbudiš. Ja. To je lepo. Ja. In da jih pozabiš čez pol minute. Ampak samo, da se zbudiš dobre volje. Ampak to pa pomeni, da moraš iti spat pravočasno, moraš biti čist, tuširan, ne smeš biti umazan, da se kje premikaš po noči. Ker recimo, če nisi clean ali nulo, ne bo ti neki pasalo in se boš zbujal vmes. To se meni včasih zdi, ko se stuširam raje zjutraj kot zvečer. Ampak to pač nisem. Ampak dejansko tako, najboljše sanje do zdaj, ki ajde so bile sanje, sem spet sanjal hiperrealistično, da je Tarantino, režiser, da sem bil slučajno v njegovi sosedski in njegovim sosedom je lih en lopo hotel spiziti avto. Jaz sem ga slučajno ustavil, sem ga spotaknil, čas, spizdi, vem, kaj delaš. Tip se me je upičkal, je spizdo vijen, jaz sem pač ta avto pol pripeljal nazaj s sosedom in Tarantino je lih to videl. Je rekel, pizda, član, ko si ti dobil član? Sem rekel, ja, in tako smo se zaklepetali. Bom pričal na to, da jaz sem tudi v film in to. In tako je bil v sanjah fast forward na par mestov, ki mi je naredil surprise, lažem. Organiziral je fake fundraiser Tarantino in pač mene zdaj smo kolegi, ne. In tako, vsi so vedeli, kaj se bo zgodilo, samo jaz nisem vedel. In kar sredi tega pač govoril, ne, to smo, ne vem, rešili bomo Afriko s tem, ne. V glavnem, ne, zdaj rad vabim gor še Rimaničo in smo ok, dobro, je v mene. Zato, ker v bistvu jim pač trga uni plakat in vzada je bil tako ček in vabilo za reč v njegovo firmo in da pač mi bo financiral moj naslednji film in še da bi mi bil mentor in sem bil samo, fucking sick, samo zato, ki sem pač tako bil dober človek in sosedu rešil v avto. In potem sem se zbudil in bilo pizde škoda, ampak, dobro sanje. Ja. Ta je bila na zadnje, ki spomnim, da bo tako. To je dobro sanje, zanimivo. In potem mi je ostalo pizda, je dobro biti dober človek, ker hoji znati, da te bo videl. Ja. Mogoče bi bila to lekcija. Vi? Najlepše sanje? Jaz se zdaj ne pojeti Jana prva. Ne, jaz se dejansko ne spomnim nič. Nimam v mislih nobenih takih sanj, da bi si jih prav zapomnila in bi rekla, to so bile res lepe sanje ali kaj takega. Jaz imam ful lepe sanje včasih in tako, ne vem, kaj se spomnim zdaj, jaz se ne spomnim kakšnih ful lepih sanj. Spomnim z enim mojim celebrity crushom, šli na nek date ob reki in je bilo tako vse magical, metuljčki, fair in tako je bilo ful lepo. Sounds like mushrooms. Pač ful je bilo cute in se spomnim, na koncu sem se zbudil zjutraj, lušno bilo. Ja, jaz sem imel ful takih sanj, pizder, jaz sem se zdaj res ne spomnim, fuck. Dosti krat spomnim, da se zbudil ful dobre volje zjutraj. Ampak sem se tudi že zbudil zjutraj tako poten, holy fuck, kaj je bilo zdaj to stari. Jaz ful nimam mor, to je meni ful dobro. Jaz tudi nimam. Jaz tudi ne. Bala, da imaš mor, da ne moraš, da te je strah za spat. Ja, Bala. Ena stvar, v kateri se lahko tako zrelaksiraš, zdaj reči. In še to ne moreš, in pol moraš v službo. Reči, če se ne spomniste lepi, kaj so tako najjače sanje, ki se spomniste? To je isto, kot da rečeš lepe. Najjače, ajde, ene, ki ste si najbolj zapomnili, ajde. Jaz nisem nič zapomnila. Mislim, jaz se spomnim pač in je pač je bilo, ne vem, ko sem bil mlajši, mislim, da sem bil starih 14-15 let, jaz to še vedno spomnim, pač ne vem, pač sem bil z eno žensko. In pač, veš kaj je bilo ful smešno, ne? Ki pač je bila res neka huda, ne vem, in kao, veš, vse je bilo kot v realnosti je bilo. In takrat nisem vedel, da je tako v realnosti. Ampak vse in sem se zbudil, preden se je začelo. In pazi to, zaspim nazaj in sem bil spet tam! In jaz sem bil, in veš kaj je bila fora? Veš kaj je bila fora? Vedel sem, da so sanje pol in sem lahko delal, kar sem hotel. Legit. Veš, ko je bilo jako. Kaj pol si imel mokre sanje? Ne, niso bile mokre sanje, ampak je bilo samo Prvo je bilo da sem zaspal in se je nekaj začelo, nisem vedel, da veš, ki ne veš, da lahko pol greš naprej, ne? Ampak pol sem zaspal in sem imel lucidne sanje od takrat naprej in sem vedel, kaj sem delal in je bilo pač ne. Jaz fulkrat sanjam, da sem tako z neko punco, za reč, tako, ne vem, ki na prvi pogled ne bi rekel, da je moj tip in pač probamo v sanjah se zgodi vse in pol se zbudim, sem pa dejansko
Tako me razsvetlijo sanje, OMG. ki v sanjah kaj provam in sem bolj, okej. Ja, ne, sem hotela ti reči, da povej, kaj si sanjal o meni. Enkrat, ampak sem spomnila, da si rekel, ne govorim tega okoli. Kaj se sanja o tebi? Da sem jaz rekla, nima nič. Že, ki smo toliko skupaj, ne? Kaj, če bi bili skupaj? Fuck! Dobro, jaz mislim, kaj vidva, lahko delo. fucking že enkrat ste skupaj, Okej. stari. Ne, Jure, Jure. fuck off, Jure. Pač, kaj lahko vsaj probate. Ne. Pač ono, sej, ko boste oba samska, pač eden ni. Ana. Pa te je že, ne. Zdaj bance, to boste razumeli. Zdaj rekel, v glavnem. V glavnem. Jaz sanjam, da bo ta podcast dobil čim več ogledov, da vsi lajkaste, subscribaste, pošeraste, Jure, Ana, še kakšno pripombo. Ja, če je tudi vas strah spad v temi, imamo za vas rešitev in sicer... Luer Beauty Ring Light, najboljša lučka Nabavite svojo za lučko. TikTok, YouTube, Like, Instagram, comment, make-up, share, subscribe. video, vse kar si Lepo želiš. se imejte, veliko se luerbeauty.com smejte. Ajde, čau.